toplo dobrodošli v Šparovi spletni seriji ABC peke z drožmi z Anito Šumer. Ali ste tudi vi veliki ljubitelji česna? Potem bo današnja oddaja ravno pravšnja za vas. Se bomo združili slastne česnove drožpalčke. Primerne so za na pot ali pa za kakšen piknik. Pa kar začnimo. Za testo potrebujemo za česnovo maslo pa tole. V vrču zmešamo vodo, mleko, sladkor, sol in seveda še puhaste ter mehurčkaste drožži. Prilijemo k moki. Ter dobro premešamo. Ugnetemo testo. Ni nam ga treba preveč gnesti, nekako takole bo. Maslo pa prihranimo za kasneje. Testo pokrijemo za približno 15 minut. Po počitku v testo ugnetemo mehko maslo. Potrebno bo malce ročne telovadbe in morda tudi kaj gnetenja na pultu, da bomo maslo vmasirali v testo. Testo pustimo pokrito na sobni temperaturi približno 3 do 5 ur, da se podvoji. Takole je videti testo, ki je primerno za nadaljnji korak. To še ni. Zdaj lahko to testo prestavimo na hladno, da bo še zorelo in fermentiralo ter postalo lažje prebavljivo. Testo razvaljamo v pravokotnik, širine 35 cm in dolžine 45 cm, debeline pa približno 3 mm. Testo prerežemo na polovico. Testo premažemo s česnovim maslom, a ne povsem do konca. Narežemo na želeno dolžino, konce ponovno zatesnimo. In če želimo, še malce povaljamo palčke. Drožpalčke prestavimo na pekač, ki smo ga obložili s peki papirjem. Ponovimo še z drugim zvitkom. Pokrijemo jih z drugim pekačem in pustimo vzhajati, da se podvojijo. Pred peko jih premažemo z vodo ali pa stepenim jajcem s soljo. Pečemo jih v prej ogreti pečici na 210 stopinj, da nežno porumenijo. Če nam morda ostane še kaj česnovega masla, še vroče drožpalčke premažemo z njim. Takole naše česnove drožpalčke so pečene. In še en majhen namig, če ste res velik ljubitelj ali ljubiteljica česna, vam priporočam, da si pripravite dvojno porcijo česnovega masla, da boste lahko še tople drožpalčke pomakali ven. Pa naj droži.